Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 61. epizodo podcasta Goreči grm. No, pravzaprav gre za v slovenščini izvedeno interpretacijo 61. epizode, ki je bila predtem že objavljena na tem kanalu. Pred kratkim, namreč med 28. decembrom 23. in 1. januarjem 24. je v Ljubljani potekalo Evropsko srečanje mladih, ki ga je skupaj z mnogimi domačini organizirala skupnost bratov iz Tezeja. In ob tej priložnosti sem v Gorečem grmu gostil brata Emila. Upam, da lahko rečem, mojega dolgoletnega prijatelja in spremljevalca pri duhovnih vajah v tišini, ki se jih občasno udeležim v Tezeju, v tej čudoviti francoski vasici. Če je vaše znanje angleščine dovolj dobro, vas seveda vabim, da raje kot to mojo interpretacijo poslušate originalni pogovor z bratom Emilom, ki je potekal v angleščini. Če pa je vaše znanje angleščine nekoliko šibkejše, potem je ta epizoda ustvarjena prav za vas. Z bratom Emilom sva se prvič srečala leta 2000 med mojo prvo tišino, ki ima v mojem življenju še vedno prav posebno mesto. Že takrat me je presenetil s svojo sposobnostjo poslušanja, s tem, da je vedno našel prave besede zame, predvsem pa s sposobnostjo, da mi je na meni razumljiv način znal pokazati na Boga. Zato lahko rečem, da je bil brat Emil eden od mojih najpomembnejših gorečih grmov, po katerih mi je govoril Bog. Ob njegovem prihodu v Ljubljano sem tako preprosto moral potešiti svojo radovednost in se z njim pred mikrofonom pogovoriti o vseh njegovih gorečih grmih, ter seveda o tem, kako se je na nje odzival. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Brat Emil ob tokratnem Evropskem srečanju mladih ni bil prvič v Ljubljani. Ljubljano je že enkrat obiskal samo za par ur, in sicer ravno na 1. januarja, po Evropskem srečanju mladih v Zagrebu, to je bilo po njegovih besedah leta 2008, in takrat se mu je zdelo, da je vse tako lepo urejeno, v stolnici je bila molitev v tistem času in se mu je zdelo tako vse na pravem mestu. To harmonijo vsega dogajanja si je takrat iz Ljubljane zapomnil in te 3 dnevi, kolikor je bil v Ljubljani zdaj, tokrat, mu to harmonijo pravi samo še potrjujejo. Sicer je tokrat v Ljubljano prišel z vlakom, odpravil se je dan po Božiču, skupaj še s 7 ostalimi tezejskimi brati so potovali praktično en dan skozi Basel in potem skozi Avstrijo in že sama pot se mu je zdela čudovita. Glavnina tezejskih bratov pa je na letošnje Evropsko srečanje mladih prispela en dan prej, 35 bratov je potovalo že z avtobusom, iz Tezeja odpotovalo na božični večer in se potem prišli v Ljubljano 26. Emil je star sicer 67 let, rojen je bil leta 1956 v Kanadi, v Tezej pa je prišel kot 18-letni fant leta 74, to je bilo samo za en teden, potem pa se je vrnil leto dni kasneje. Ena njegovih prvih zadolžitev v Tezeju je bila, da je skrbel za hišo, v kateri potekajo tedni v tišini. To je delal kar kakšno desetletje, potem pa je šel po njegovih besedah v drugi ekstrem, sicer v ekstremnega govorjenja. Delal je namreč z mediji kot neke vrste tezejski predstavnik za medije. V tem času je spoznal zelo veliko zanimivih ljudi. Pravi, da novinarji pogosto veljajo za ljudi, ki jih sodimo, ampak je v njih opazil tudi zelo veliko dobrega. Seveda pa ne v tišini, ne pri delu z mediji ni šlo za polno delovno mesto, v smislu tega, da bi delal samo to. V Tezeju vsak brat dela potem še mnoge druge stvari, recimo dajo biblične uvode ob različnih tednih in tako naprej. V začetni fazi je pogovor nanesel na vprašanje razmerja med tišino in stiki z drugimi. To se mi zdi kar tak izzivalen problem, saj večini ljudi tišine primanjkuje.
čutijo, da imajo veliko opravkov in interakcij z drugimi, se nimajo časa ustaviti, medtem ko seveda pa obstajajo tudi drugi ljudje, ki so veliko časa sami. Brat Emil pravi, da je še vedno na poti iskanja tega ravnotežja in da se je v času, enkrat, ko je bil prezaposlen, odločil, da tako prezaposleno ne želi živeti več, zato je v svoje življenje uvedel navado, da želi vsak dan vsaj kakšne pol ure porabiti za sprehod, za hojo po naravi. Meni, da tezejski bratje tega odgovora, tega ravnotežja med tišino in časom za stike z drugimi ne najdejo prav bistveno lažje kot ostali. Se pa zavedajo, da če so zelo zaposleni, veliko teže poslušajo. Če si zaposlen, pravi Emil, tvoj pogovor vsebuje veliko več sojenja, veliko več vnaprej pripravljenih odgovorov, veliko več predsodkov. Ob tem sem sam ugotovil, da teze v svojem jedru pravzaprav vsebuje oboje. Vsebuje tako obilico srečanj, tam srečaš res veliko različnih ljudi, in pa vsebuje tudi kar nekaj tišine. 3-krat na dan je jedro tiste tezejske molitve, tišina. Emil se je s tem strinjal, zdelo se mu je pa ključno ne ta zunanja tišina, ki jo kot dejanje izvedemo, ampak ohranjati notranjo tišino, se pravi živeti v duhu tišine. Samota na drugi strani pa pravi, da je nekaj, kar je zelo lepo, nekaj, česar se velikokrat veselimo, kadar smo prezaposleni. Ampak lepa je samo, če je ta samota na neki način projektna, če je namenska, če si jo želimo. Če pa je samota nastala zgolj zaradi tega, ker pač nikogar ni okoli mene, potem ta samota postane težka in prazna. Emil pravi, da imamo danes veliko sodobnih tehnologij, ki nam omogočajo veliko komunikacij in da naša glavna utrujenost ni fizična, ampak da smo velikokrat mentalno utrujeni. Ta mentalna utrujenost po njegovih besedah pride tudi od opravljanja več opravil hkrati, od multitaskinga. Imamo večje ambicije, več si želimo narediti, želimo imeti večjo storilnost, kot je bilo to še nekaj let ali desetletij nazaj. Zato je pravzaprav razumljivo, da si takšnih odmikov želimo, vendar pa včasih s tem tudi pretiravamo, pravi. Zato je včasih dobro, da si kljub temu, da smo utrujeni, rečemo, dobro bi bilo, da bi šel na to skupino, na to srečanje, pa čeprav se mi morda ne da. In takrat se potem velikokrat zgodi kaj lepega, če tudi se nam ne da. Pravi, da je dobro poslušati ta mali glasek, ki nam to govori. Včasih nam ta mali glasek govori, daj kljub temu, da si utrujen, pojdi, včasih pa ravno obratno, daj ustavi se, ne hodi, naredi si nekaj samote, nekaj tišine. Pravi, da je življenje zelo pogosto borba, vendar po drugi strani pa življenje ni vedno borba. In v tistih trenutkih, ko življenje ni borba, se je smiselno vprašati, kaj je potrebno storiti. Morda srečati kakšne ljudi, morda skupaj z njimi iskati, morda iskati v samoti, torej da je čas za takšno iskanje v mirnih časih, ko nas življenje ne presega. V naslednji temi sva od vprašanja tišine in glasnosti prišla na vprašanje poslušanja. Sam sem imel namreč z Emilom močno izkušnjo tišine in njegovega poslušanja, praktično vedno od leta 2000 naprej, torej že 23-24 let, ko sem bil v Tezeju v tišini za kak teden, to je bilo že kar kakih 7-krat, je bil on tam na voljo, kljub temu, da kar nekaj potuje in je bil lahko moj spremljevalec v tišini in njegovo poslušanje mi je zelo veliko dalo. Emil je rekel, da je že brat Rože vedno govoril, da želijo biti tezejske bratje ljudje, ki poslušajo. In danes, pravi Emil, so se te misli brata Rožeja, njihovega ustanovitelja, izkazale kot velika modrost. Poslušanje je namreč zelo, zelo potrebno. Emil pravi, da ko je prišel v Teze, je bil presenečen nad uporabo besede poslušanje. Namreč zelo ga je zadelo dejstvo, da med poslušanjem pogosto že pripravljamo odgovor, kar pa seveda ni dobro. Smiselno je poslušati, se pustiti nagovoriti in šele potem začeti pripravljati odgovor. Emila je to
vprašanje tako močno razburilo, da se je zgodaj začel ukvarjati s vprašanjem, kaj pravzaprav je pravo poslušanje. Pravi, da je vsak od nas včasih boljši poslušalec, včasih pa slabši. Če smo prezaposleni ali preutrujeni, seveda ne moremo dobro poslušati, zato je kakšen sprehod nuja ne samo iz egoističnih vzgibov, ampak je sprehod na nek način tudi trening, da si potem lahko boljši poslušalec. Emil pravi, da pozna kar nekaj ljudi, ki so odkrili vero zaradi tega, ker jih je kdo poslušal. Morda so imeli nasilno preteklost, morda so imeli težko preteklost, morda se jim je zdelo, da njihova zgodba ni za nikogar zanimiva in izkazalo se je, da skozi to, da jim je nekdo dal potrditev, tudi brez besed, da njihova zgodba je zanimiva, so začeli verjeti v Boga. Meni je bilo pravzaprav to zelo zanimivo spoznanje, namreč tisti, ki želijo ali želimo, naprimer svojim otrokom, podati vero. Ponavadi se sprašujemo o tem, kaj bomo povedali, kako bomo stvari ubesedili, da bo vera na pravi način podana. Ampak zelo kontraintuitivno, ampak resnično se mi pa zdi, da se lahko več časa posvetimo poslušanju. Emil pravi, da je naša vera danes pogosto polna dvomov. Velikokrat si želimo vero razumeti, ampak tega razumevanja je zelo malo. Zato skozi poslušanje ljudem prinašamo potrditev, prinašamo jim to, da sami začnejo razumevati svojo vero, da sami začnejo razumeti, v kaj verujejo. Vsak od nas ima namreč svojo zgodbo in morda skozi poslušanje ljudje spoznajo, morda je pa moja zgodba nekomu zanimiva. Če so recimo ljudje dolgo časa obkroženi z drugimi, ki jim dajo vedeti, da njihova zgodba ni zanimiva, počasi začnejo to verjeti. Potem so pač celo življenje prepričani, da njihova zgodba ni zanimiva. Emil pravi, da je imel brat Rože, njihov ustanovitelj, izreden dar, da je znal ljudem pokazati, da so njihove zgodbe zanimive. Vprašal sem ga, kaj mu je težje, govoriti ali poslušati, in pravi, da je to sicer odvisno od trenutka, ampak da mu je velikokrat teže poslušati. Zato se moraš odpovedati svojim mislim. Odločitev za poslušanje je res potrebno narediti zavestno in to je lahko zelo težko. Velik del pogovora sva se z Emilom pogovarjala o njegovem otroštvu in poti v Teze in razločevanju njegove poklicanosti, kaj ga je vodilo do tega, da je postal tezejski brat, torej o njegovih gorečih grmih. Bil je rojen kot 12. od 13 otrok od Toronta zelo oddaljenem mestecu Timmins, ki je imelo takrat približno 30,000 prebivalcev. To mesto je v regiji Ontario in približno 700 km nad Torontom. To je bilo rudarsko mesto, zlato in bakar, ki je nastalo šele leta 1912 in sicer rojen je bil v družini s francoskimi koreninami, tako da ima tudi izkušnjo dvojezičnosti, ima tudi zelo močno izkušnjo obkroženosti z ljudmi, seveda iz otroštva, čeprav niso bili vsi otroci enako stari. Med prvim in zadnjim je bilo približno 20 let razlike. Zelo mu ostaja, da v tistih časih, ko je on odraščal, torej v 50 letih, ženske dekleta niso mogle naprej v šolo. Ko so bile približno 14 let stare, je bilo to bolj ali manj to. Njegova sestra recimo je bila najpametnejša, najbolj modra v razredu, ampak šolanja ni mogla nadaljevati po 14. letu. Spomni se, kako je učiteljica jokala za njo in se je potem ta sestra na univerzo prebila šele veliko kasneje, ko je bila že krepko odrasla. Življenje je bilo sicer preskrbljeno, vendar pa zelo preprosto. Oče ni imel velike plače, imeli so vrt, ki jim je pomenil zelo pomemben vir preživetja, na vrtu lastno zelenjavo. Vsi otroci pa so morali tudi kaj delati. Emilova zadolžitev je bila, da je prinašal drva za kurjavo, v bistvu za podkurit jih je on pripravljal in zime so bile res zelo dolge, prav tako seveda noči po zimi. On je moral poskrbeti za kurjavo za noč in za naslednje jutro, za naslednji dan. Oče je ob 5 vstal, da je ponovno zakuril
Imeli so namreč pečna drva. 2 ali 3 ure vsako jutro so bili približno brez ognja, včasih je bilo -30, -40 stopinj. Oni so živeli kakšnih 10 km ven iz tega mesta Timmins. Prevoz jim je organizirala šola, ampak on je seveda potem veliko časa preživel tudi v gozdu. Bili so dolgi sprehodi, pohajkovanja, delal je ogromno stvari. No, pri 70 letih pa je v njegovo mesto prišlo eno tezejsko srečanje čez vikend. Nekdo jim je, tem organizatorjem, dal Emilovo ime in se ga je pač udeležil iz radovednosti. Ni imel pravzaprav pojma, kaj tezej sploh je. Je pa tam odkril eno zelo pomembno stvar, kaj zares pomeni, da je Kristus vstal, da je premagal smrt. To je sicer že vedel kot dejstvo, ampak takrat je začutil nekega jutra, ko se je zbudil, to je bilo zadnje jutro tega vikend srečanja, in se je tega zavedel. Prej je imel veliko prijateljev, ki so bili na različnih duhovnih vajah, ki so prihajali iz duhovnih vaj nazaj, veseli, optimistični, ampak zdelo se mu je, da je morda ta optimizem vedno nekoliko prisiljen. Takrat pa je odkril, da ta optimizem ni prav nič prisiljen, ampak da je to res tako pristno veselje, ki ga je dejansko možno doživeti. V najstništvu ga namreč vera ni prav posebej zanimala, sicer je bil versko vzgojen, vendar je šele po tem spoznanju pristnega veselja napravil zavestno odločitev, da želi v to smer iti, da želi v veri rasti. Emil je to izrazil z besedami francoskega pesnika, kjer je največ sreče, tam je tudi največ resnice. In čutil je, da to srečo, ki jo je izkusil, mora naprej raziskovati, da bo našel tudi najglobije resnice v življenju. Ugotovil je, da nam Bog ponuja nekaj, brezplačno nam ponuja nekaj, česar si res ne moremo niti drzniti upati, torej vstajenje. No, in tako je mesec dni zatem že potoval na podobno srečanje v New York. New York je približno 1000 milj stran od njegovega mesteca in očitno mu je stvar resnično prirasla k srcu. Potem je pa bila tam v njegovi bližini neka sestra, redovnica, ki je sicer še vedno živa, stara je zdaj kakšnih 85 let, takrat pa je bila kakšnih 35, ki se je zavzela za to mladino in jih je prvič peljala po Evropi. In sicer na izlet Francija, Švica in podobne države. In del tega oziroma skriti namen tega izleta je bil tudi Tezej. Ta en teden Tezeja, to je bilo julija leta 1974, ki je bil pač celo financiran z javnim denarjem, ker so obstajale pač neka sredstva, ki si jih lahko dobil za mladino, da si mlade peljal po Evropi, ker so bile pač francosko govoreči del Kanade. Ta teden, ki ga je tam preživel, za njega ni bil tako nek zelo močnih spoznanj, ampak je bil v bistvu v nasprotju zelo miren. Tezej je namreč že poznal, kaj prebral o njem, pravi pa, da mu je bilo takrat zelo zanimivo govoriti z brati, sicer do brata Rožeja ni prišel, je pa začel brati tudi njegov dnevnik, ki je zdaj tudi ponovno objavljen. Zanimivo mu je bilo brati predvsem njegovo vsakdanje življenje, kako vzdrževati mir kljub nemiru vsakdana. Pri bratu Rožeju ga je prevzelo to, da je imel pogum deliti tudi stvari, ki jih ostali niso, naprimer svoje padce. In s tem dobiš tudi ti, ki to bereš, dovoljenje, da si ti, da se ni treba delati lepšega kot si, ampak da imaš tudi ti lahko slabosti, svoje padce. No, na to se je vrnil v Kanado in zaključil zadnji letnik šolanja. Sledilo pa je potem leto, ko si v kanadskem šolskem sistemu lahko izbereš kaj posebnega, kakšno leto malo stran od šole. In želel je ugotoviti, kaj Bog hoče od njega, ker je pač že čutil, da mora zavestno poglabljati svojo vero, pa je pomislil, da bi morda lahko ta odgovor našel v Tezeju, ker se pač tam dosti moli in premišljuje. Ni razmišljal, da bi postal tezejski brat, ampak tisto leto dni se je odpravil v Tezej, da bi pač ta odgovor našel. No, in po približno 3 mesecih je ugotovil, da morda Tezej ni le prostor, kjer lahko išče ta odgovor, ampak da je Tezej sam prostor, ki je ta odgovor na ta njegova življenjska vprašanja. Zato je postal za to možnost, da bi postal tudi tezejski brat, veliko bolj odprt. Mu je bilo pa zelo težko do te mere se odpreti.
Namreč imel je določene načrte za naprej in ni jih želel najprej prav dosti spreminjati. Predvsem mu je bilo težko, da teh načrtov ni mogel nadzirati, da bi se popolnoma prepustil. To nikdar ni lahko. Potrebno je bilo te načrte predati, vendar je kasneje tudi v tem našel veselje. Tako da je potem med brate naredil prvi vstop v avgustu 1976. Ta pot je bila seveda potem pot odkrivanja sebe. Lahko reče, da se v tistih časih seveda še ni dobro poznal. Bil je iz velike družine in pravi, da ima velika družina veliko pozitivnih stvari, ampak ena od redkih, ki so rahlo negativne, je pa, da je ta prostor za izraziti samega sebe zelo ozak, da so vsi zaposleni. Bil je med najmlajšimi, tekmoval je za pozornost, torej ni na nek način dobro poznal samega sebe. V tem času, v tem tezejskem dozorevanju se je naučil veliko o sebi, seveda tudi veliko o evangeliju. Krščanstvo je zanj postajalo prostor, ne le prostor vere, ampak tudi prostor razumevanja sveta, prostor razmišljanja in to ga je zelo, zelo spodbudilo. Namreč zelo si je želel razumeti svet, razmišljati tudi o svetu, o družbi, filozofijo. Zelo ga je spodbujal tudi značaj brata Rožeja, ki je bil res dober v tem, da je verjel v ljudi. Zato je tudi njega spodbudil, da je večkrat naredil stvari, ki jih morda sicer ne bi, oziroma niti ni verjel, da on to zmore narediti. Ena takšnih stvari so bili recimo mediji. On je namreč prihajal iz dvojezične družine in v takšni družini nikdar ne veš, kateri je tvoj glavni materin jezik. In pravi, da se je težko izrazil ali v francoščini ali v angleščini. Občudoval je naprimer Parižane, ki so govorili, kot da bi bili knjige, imeli v svojih govorih tisoče idej, sam pa ni bil tak. Ni bil na nek način popolnoma dober javni govorec. Če se je vnaprej pripravil, je že nekako lahko govoril, če pa je šlo za improvizacijo, pa veliko, veliko težje. In v medijih pravi, je improvizacija pogosto zelo potrebna in brat Rože ga je potem večkrat potrdil v tem, da je tega zmožen in to mu je potem pomagalo pri njegovi osebnostni rasti. Ena takih stvari, ki so mu bile težke, je bila tudi adventna nedelja leta 1975, prva adventna nedelja, ko je bil prvič sam, tako daleč iz Kanade. Verjel je, da bo ta advent osamljen, ampak mu je potem ravno zaradi te preizkušnje postala bližje liturgija v cerkvi v Tezeju, pa tudi pogovori z brati. Ena od težjih stvari pri prilagajanju na Tezej in evropski način življenja pa mu je bila tudi ta evropska mentaliteta. Emil pravi, da so v Kanadi ljudje zelo neposredni, v Evropi pa je v ozadju veliko več razrednega razmišljanja. Poznaš svoje mesto, v katerega si bil rojen, medtem ko v tem novem svetu pa so vsi bolj enaki, vsak ima tisti potencial, ki ga lahko razvije. Pravi, da je začel francosko mentaliteto razumevati šele po 3 ali 4 letih, ko je že bil tam. Predtem pa je mislil, da so predvsem Parižani zelo, zelo hladni. Ampak je kasneje tudi v tej hladnosti spoznal kakšno zelo, zelo pozitivno stvar. Naučil se je, naprimer, da se ljudje s teboj čisto drugače pogovarjajo, če jih prej pozdraviš. In v tem postopnem približevanju je začutil to modrost, da ljudje, Francozi, zahtevajo, da jih obravnavaš kot soljudi in potem komunicirajo eno stopnjo bliže in potem to postopno približevanje, ta rezerviranost, ko ljudje niso tako topli in prijazni že v štartu, je tudi zelo, zelo pametna stvar. S tem ti ljudje puščajo več svobode. Naprimer, zanimiva metafora mi je bila, da za Kanačane pravijo, da so zelo odprti in topli, da odprejo roke vsakomur, vendar jih le s težavo komu zaprejo, tudi okoli koga zaprejo, torej da ga objamejo. Ne. Če greš korak za korakom, pa ta odnos raste postopoma in si potem lahko prijatelj za vedno. In Francozi, pravi Emil, da so res mojstri takšnega pristopa.
Seveda v najnem pogovoru nisem mogel mimo vprašanj povezanih z bratom Rožejem, ustanoviteljem tezejske skupnosti in z vplivom brata Rožeja na Emila. Potem sva se pa pogovarjala tudi o predajah, namreč ravno leta 2005, ko je bil brat Rože ubit med molitvijo strani ene mlade osebe, je potem prior postal brat Alojz iz Nemčije. Ravno decembra 2023, praktično nekaj dni pred ljubljanskim evropskim srečanjem mladih, pa je brat Alojz kot še živeč predal vodenje bratu Matthewju. Torej brat Matthew, ko je bil v Ljubljani kot vodja tezejske skupnosti, kot prior tezejske skupnosti, bil manj kot mesec dni na čelu. Emil za brata Rožeja pravi, da ni bil nikoli duhovni vodja, za takega se vsaj ni proglašal. Bil je bolj nekdo, ki te je znal spodbuditi k nekim premikom, ki te je znal motivirati. Zanimalo me je, kakšno je bilo vzdušje med brati oziroma kakšen je bil prehod, ko je brat leta 2005 umrl. Emil pravi, da ta prehod ni bil toliko prehud, zato ker je bil brat Rože že dokaj star in že takrat ni imel vsega več toliko pod nadzorom, da je imel do nekaj let prej še vse vidike tezeja pod nadzorom in je bil pravi vodja, potem pa je počasi s tem, ko se je staral, postal vedno manj vključen v vsakdanje odločanje, ampak vendarle ni predal še vodenja naprej. In zato se temu, kaj jim je brat Rože dal in kako jih je formiral, raje kot z občutkom žalovanja, približuje z občutkom hvaležnosti za vse, kar so v teh desetletjih od njega dobili. Seveda v takih trenutkih osebo pogrešaš, pa vendar se mu zdi, da je pravi pristop hvaležnost. Zanimalo me je tudi, zakaj je zdaj bil zamenjan prior, kljub temu, da brat Alojz še ni umrl. Kaj pravzaprav o tem pravijo njihova redovna pravila? Zakaj je brat Alojz menjavo izvedel že prej? Emil pravi, da so njihova redovna pravila zelo preprosta in enostavna, sicer zapisana v zelo značilnem Rožejevem jezikovno bogatem stilu, ampak vendarle enostavna. No in eno od teh pravil pravi, da prior določi svojega naslednika, ne pove pa, kdaj ga določi in za koliko dolgo. Torej so zaenkrat vse te stvari še odprte oziroma proste. In brat Rože je Alojza za svojega naslednika določil že zelo zgodaj v resnici, namreč v Južni Afriki na enem obisku, ko sta bila skupaj leta 1978, mu je nekaj zelo nenadno se zgodilo s srcem in je mislil, da mu je srce zastalo. In takrat je bil Alojz še zelo, zelo mlad in sta se potem, ko sta bila skupaj, kar nekaj minut pregovarjala, ko mu je Rože povedal, da ga vidi kot njegovega naslednika, Alojz pa tega ni želel sprejeti. In sta se potem, je mogoče, ni mogoče, seveda bo šlo, ne bo šlo. Ampak je potem mu srce začelo normalno biti in je potem živel še nadaljnjih 27 let. No, leta 1998 pa je to tudi javno, to odločitev, da bi Alojz bil njegov naslednik, tudi javno naznanil v skupnosti in ni bilo odgovorov, torej so bratje že 7 let pred njegovo smrtjo vedeli, da je Alojz določen za naslednika. Potem pa je prišel januar 2005, ko je bil Rože star 90 let in je rekel, da bi pa to leto brat Alojz vendarle lahko prevzel vodenje tezejske skupnosti, ampak potem je bil januar, pa je bil februar, pa je bil marec in se do marca ni nič zgodilo. In potem so mu nekateri bratje rekli, ja, brat Rože, pa kateri mesec bo ta menjava, kdaj bo to? In potem je brat Rože malo premislil in je rekel, avgust bo pravi mesec za to menjavo. No in potem 16. avgusta je bil brat Rože ubit. Alojz je bil sicer takrat na svetovnem srečanju mladih v Kölnu, kot Nemec se je očitno moral tega udeležiti in je v Köln dobil telefonski klic, kaj se je zgodilo z bratom Rožejem. In neki mlad par ga je potem takoj iz Kölna peljal v Teze, vozili so se po noči in prišel je v Teze naslednjega dne, tik pred jutranjo molitvijo. Na jutranji molitvi tistega jutra, naslednji dan, je objel vse brate
in s tem objemom je postal prior tezejske skupnosti. Z bratom Matthewjem pa je bilo seveda drugače. Brat Alojz je bil še zdrav in je še zdrav, ampak je čutil, da se potrebuje nova energija. Tako je januarja 2023, torej pred približno letom dni, ko smo to snemali, naznanil menjavo. Želel je slišati tudi mnenja vseh ostalih tezejskih bratov in 3. decembra se je potem ta menjava zgodila. So pa namesto zgolj simboličnega objema želeli ustvariti nek obred, ki je bila zanimiva naloga, torej ustvarjanje novega obreda prevzemanja voditeljske vloge v tezejski skupnosti. Ljudje, ki so bili navzoči, so obred, pravi Emil, pohvalili. Rekli so, da se je videlo, da gre za prevzemanje v veri, ne za neko strategijo ali za nekega najsposobnejšega brata, ki bi postal voditelj, ampak zato, da se je komuniciralo, da enostavno nihče ni dovolj opremljen za vodenje takšne skupnosti, da si vendarle ubog človek, ampak zaupanje ti je v služenje v obliki vodenja in to služenje potem ponižno sprejmeš. Tezej od samega začetka, od samega nastanka še ni bil skupnost, ki bi bila odprta za mlade. Prvenstveno je bilo redovno življenje tistih bratov, ki so bili tam in šele kasneje se je potem to razvilo v program za mlade. V pogovoru med nama z Emilom me je zanimalo tudi, v kakšni fazi je bil Tezej takrat, ko je Emil prišel v Tezej. So mladi takrat že prihajali ali še ne, ali kako je bilo s tem? No, Emil je povedal, da je bil leta 1940 Tezej majhna vasica z zelo malo prebivalci in tja je prišel brat Rože med 2. svetovno vojno. Čutil je, da so tam res ljudje, kamor ga Bog kliče, h katerim ga Bog kliče, in čutil je tudi, da je neka skupnost pravi odgovor na izzive individualizma, ki so se takrat pojavljali. Tako je, naprimer, brat Rože, tudi leta 1944 napisal knjigo Uvod v skupnost. In ta knjiga, ki se danes ne dobi več, je bila napisana pravzaprav ne z krščanskega vidika, namreč pri svojih 20 in nekaj letih je brat Rože za 2 leti izgubil vero in je bil agnostik, ampak še vedno je pa tudi takrat verjel v skupnost. In v tej knjigi Uvod v skupnost se je spraševal, kam gre Evropa in svet s tem individualizmom. Zdi se zdaj, da so bile takratne misli o nevarnosti individualizma zelo, zelo modre. Šele kasneje pa je spoznal Kristusa kot vir takšne skupnosti. No in tako je potem tako redovno skupnost tudi ustanovil in čutil je že v samem začetku, da mora biti ta skupnost ekumenska. Namreč trdil je, da če si kristjani ne bomo prizadevali za edinost med nami, katoličani, pravoslavni, protestanti, da potem bomo zelo, zelo težko kredibilni, saj s tem ne bomo upoštevali Jezusovega naročila, naj bomo eno med seboj. Pomemben prelom pa je bil papež Janez 23., s katerim je imel brat Rože res močan in lep odnos. Papež Janez 23. je bil papež med letoma 1958 in 1963. Oba, tako brat Rože kot tudi Janez 23. sta imela otroškega duha. To jima je bilo skupno in Emil pravi, da znani pisatelj Bernanos pravi, da svetnik nikdar ne izgubi duha otroštva, da iz tega duha otroštva svetnik črpa, iz njega tudi raste. No in ko sta se ta dva leta 1958 srečala, sta se takoj začutila in bratu Rožeju so se s tem odprla mnoga vrata. Začel je tudi razumevati veliko stvari o katoliški cerkvi, ker sam je bil protestant, in tako je potem s časoma dobil tudi vabilo kot opazovalec na koncil. In ta koncil, ki se je dogajal med letoma 62 in 65, se je potem dogajal v več etapah in Rože se je udeležil vseh sej tega drugega vatikanskega koncila. Vsako jutro je bil tam in hodil tja iz njihovega stanovanja v Rimu, ki so si ga takrat privoščili, pravi Emil, da takrat ta stanovanja v Rimu še niso bila tako draga, kot so danes. In bratje so pa potem zvečer vabili škofe na večerjo v to stanovanje, tako so se potem začele različne povezave tudi s katoliško cerkvijo.
Katoliške škofe je takrat, pravi Emil, zelo zanimalo, kaj si tezejski bratje mislijo o posameznim tekstu, ki je bil napisan. In da je bil to za enotnost v cerkvi, za edinost v cerkvi močan čas. Vendar pa so prišli tudi slabši časi. Ko se je koncil leta 1965 končal, je bilo to za brata Rožeja kar nekakšno razočaranje. Videl je namreč, da koncil ne bo prinesel nobenega posebnega konkretnega izraza, posebne konkretne posledice za ekumenizem. Skrbelo ga je, da bi ekumenizem v katoliški cerkvi potem ponovno postal manj popularen in to se je tudi zgodilo. Zgodilo pa se je na drugi strani še nekaj, in sicer, da so začeli v Tezej prihajati mladi. Nekako leta 1966 in je brat Rože začel vrata skupnosti odpirati in začutil je, da česar drugi Vatikanski koncil ni mogel doseči, bodo pa morda dosegli mladi. Pravzaprav je na mlade polagal zelo, zelo veliko upanje, da bi dosegli tisto, česar njihovim predhodnikom ni uspelo. Zato je na začetku tem srečanjem mladih, ki so se v Tezeju dogajali, dejal tudi koncil mladih. V angleščini se ta beseda koncil, council, uporablja za mnoge različne stvari. V politiki imamo Council of Europe, potem imamo mestne svete, pa v gospodarskih družbah imamo te stvari. V francoščini pa se ta beseda uporablja le za zasedanje škofov. In brat Rože je uporabil to francosko verzijo te besede. Takrat je bil papež že nov, že Pavel VI, in je bratu Rožeju kar zaupal. Rekel je, da če čuti, da mora ta koncil mladih narediti, naj ga naredi, in se je potem to leta 70 do 74 pripravljalo. No, in tako je tudi v tem času priprav, v tem času hoje okrog po svetu v Teze, v okviru tega prišel tudi brat Emil. Bratje, ki so bili v tem času ob bratu Rožeju, trdijo, da je bil Rože zelo žalosten, ker drugi Vatikanski koncil ni prinesel želenih rezultatov na področju ekumenizma, zato je vse stavil potem na mlade. Ta koncil je imel nekako 4 smernice, ki se še danes v Tezeju zelo močno poznajo. Ustali Kristus, pravi Emil, je klical takrat k 4 stvarem. Prva je bila, da je ustali Kristus klical k veselju in praznovanju. Torej, da ne gre le za analizo, videti samo probleme, ne edinosti kristjanov, ampak da bi tudi se veselili in praznovali tiste trenutke, ko pa kristjani imajo edinost, ko so skupaj. Potem drugi klic je bil, da ustali Kristus pripravlja neko pomlad cerkve, ki pa ne bo močna cerkev, ampak bo služeča cerkev. Torej, da bo neka pomlad cerkve, ki bo služeča. Tretji klic ustalega Kristusa je bil, da nam daje domišljijo, da si lahko zamišljamo nove poti sprave, nove poti za edinost, nove poti, nove načine doseganja edinosti. In četrti klic je bil, da ustali Kristus daje svoje življenje, da človek ne bi bil več žrtev sočloveka. Šlo je torej za najbrž nek odziv tudi po drugi svetovni vojni in vsem tistem, kar se je kasneje dogajalo, da pač noben človek ne bi bil več žrtev sočloveka, kot neke vrste klic k miru. Brat Emil pravi, kako močno so te besede še vedno ali pa še bolj aktualne zdaj, po približno 50 letih od tega. Vprašal sem ga, ali je ta pomlad cerkve, služeče cerkve, o kateri je govoril, morda potem povezana tudi z evropskimi srečanji mladih, ki so bila v 80-ih, 90-ih zelo, zelo množična. Sam se namreč spomnim na mojem drugem srečanju mladih leta 1995 v Parizu, nas je bilo, mislim, da približno 100 000. Emil je rekel, da se pa zelo dobro spominja prvega evropskega srečanja mladih leta 1978 v Parizu, ki je bil v Notredamski cerkvi in še v 2 drugih cerkvah. Pravi, da so že takrat imeli prenos, sicer telefonski prenos, telefonsko povezavo med temi 3 cerkvami. Molilo se je v vsaki cerkvi posebej, ampak potem pa je brat Rože, ko je imel nagovor, je pa govoril po telefonu vsem 3, mislim, v eni je govoril, v 2 so pa ta govor telefonsko prenašali. Pravi, da so prav za tisto priložnost, za prvo evropsko srečanje mladih, izumili in narekovajih tudi te pesmi, ki jih poznamo danes, te značilne tezejske pesmi, ki jih poznamo danes. Predtem so se
uporabljali predvsem psalmi, ampak to je bila kar težka francoščina in je potem bilo potrebno molitev narediti bližje mladim, da so mladi lažje molili. Emil zanimivo pravi, da Bratrože je bil zelo radikalen in ustvarjalen v tem prilagajanju stvari mladim, torej da je veliko stvari bil pripravljen na nek način tudi žrtvovati in spremeniti zato, da bi bili čim bližje mladim, da bi se oznanilo čim bolj prenašalo naprej. In tako je včasih potem tudi spoznal, da je šel mogoče predaleč in se je potem malo korigiral. Naprimer, tak primer je bil, da zdaj so v Tezeju vsako jutro, pri jutranji molitvi je tudi en ta francoski psalem vedno, ki so ga molili včasih, je v taki težki francoščini, ampak ker je eden, je ravno prava mera, da se to tudi ohranja. No, prav o tem, kako se cerkev spreminja v skladu s svetom, ki se spreminja, koliko naj ostaja vedno enaka, koliko naj se spreminja. Namreč tudi v Sloveniji imamo te tradicionaliste in pa moderniste, različne oblike polarizacije tudi znotraj cerkve. Me je zato še posebej zanimalo spregovoriti z Emilom. Pravi, da je pomembno vprašanje, kako predajati tradicijo naprej, da je ta tradicija pomembno vprašanje, vendar pa se Emil sprašuje, kaj je tista prava tradicija. Ali so tradicija naše navade, naši obredi, naši običaji, tisto, česar smo navajeni, ali je tradicija Kristusova skrivnost, ki se mora prenašati naprej. Pravi, da je edini način, da res pravo tradicijo, torej Jezusovo oznanilo, preneseš naprej ta, da si vedno znova ustvarjalen, ker se svet spreminja. Torej, pravi, da je ponavljanje, pretirano ponavljanje nevarno, da je potrebno stvari zaradi spreminjajočega sveta vedno znova poskušati povedati na nov način. Če te nekdo ne razume, če si nekomu dolgočasen, če je nekomu sveta maša, na primer, dolgočasna, je to verjetno zato, ker to oznanilo ni bilo dovolj dobro predano, zato ker to oznanilo v sebi skriva toliko enega veselja, toliko enih lepih stvari, da enostavno mora biti zanimivo. Emil pravi, da sicer navade, ki jih prenašamo iz preteklosti, naredijo dom, naredijo stvar domačno. Ne gre za brezobličen prostor, ampak za dom, za nekaj, v kar radi pridemo, v kar se radi vrnemo, kar se ponavlja. Ampak če je tega preveč, če se potem nove generacije s tem ne povežejo več, potem najbrž nismo bili dovolj ustvarjalni, ko smo to tradicijo, to Kristusovo sporočilo prenašali naprej. Ob tem me je zanimalo tudi, kako gleda na izziv mnogih staršev, ki prenašajo vero naprej. Kaj bi želel on na srce položiti takim staršem? Emil pravi, da so taki starši, da bodo taki starši za svoje otroke največ naredili, če bodo sami znamenje Božje dobrote, če bodo sami znamenje upanja, potem bodo v pristnosti to svojim otrokom zagotovo ustrezno skomunicirali naprej. Pravi, da seveda bodo trenutki in obdobja, ko bodo otroci to zavračali, ampak se bo to poznalo verjetno kasneje. Še posebej se mu zdi pomembno, da otroci to pričevanje staršev skozi to, da so znamenje dobrote in upanja, sprejmejo čim prej, ko so še mladi, ko so še majhni. Pravi, da je slišal zanimivo razlago, zakaj so prvi kristjani krščevali otroke dovolj zgodaj, da so šli od tega, ko so se krščevali odrasli, potem v krščevanje otrok. Pravi namreč, da večina razlag trdi, da so kristjane krščevali kot otroke, zato da če ne bi dobili krsta, bi šli v pekel in so jih želeli pred tem obvarovati. Ampak da je en profesor pa dejal, da je razlog bil čisto drug, da so govorili, nikoli ni prezgodaj, da otroku poveš, da je ustvarjen za večno ljubezen, da je ustvarjen za to, da bi bil ljubljen zavedno. Ne samo v tem trenutku, ampak zavedno. Tako, to je bil povzetek
pogovora z bratom Emilom. Če niste poslušali angleške verzije, vam veliko bolj kot tole moje govorjenje, ki ste ga zdaj dali skozi, priporočam tudi poslušanje angleške verzije. Sicer pa hvala, da ste prišli do konca in se vidimo v naslednji epizodi Gorečega grma, ki pa bo seveda spet v slovenščini.